V septembrski številki revije EOL, gre za 152. številko revije, pripravljamo dve močni temi. Najprej naj omenim intervju z okoljskim ministrom. Ministru magistru Andreju Vizjaku smo postavili kar obsežen nabor aktualnih, lahko rečem, vročih vprašanj. Med drugim to, ali bodo vse politike, ne le okoljska politika, skrbele za ravnotežje med gospodarsko rastjo, med tistim, kar potrebujemo pri investicijah v desetletju do leta 2030 in med posegi v okolje. Skratka, ravnotežje med gospodarskim razvojem in skrbjo za naravo. Najbolj pa v zadnjem času odmeva nedvomno sprememba zakona o varstvu okolja. MOP želi s sistemskim pristopom končno rešiti problem nagrmadenih kupov odpadne embalaže, kar se že vleče nekaj časa. Kakor vemo, interventni ukrepi se niso posrečili in zdaj je potrebno bilo sprejeti zakonodajni ukrep. Odločitev je, da bo moral vsakdo, ki proizvaja odpadno embalažo, odslej naprej plačevati embalažnino. Toda ta odločitev, ki bo veljala od 1.1. prihodnje leto, pomeni nekaj več. Ne gre samo za plačilo embalažnine. MOP pravzaprav uvaja proizvajalčevo razširjeno odgovornost, ki bo tako ali drugače prizadela vsa podjetja. Prizadela v tem smislu, da se bodo morali zavedati, kaj je treba storiti za življenjski ciklus izdelka, od zasnove do razgradnje. Skratka, proizvajalčeva razširjena odgovornost je začetek uveljavljanja koncepta krožnega gospodarstva. Naj omenim še eno vprašanje, ki smo ga zastavili okoljskemu ministru. Gre za to, ali bo Slovenija sprejela nacionalni zeleni dogovor o razvoju do leta 2030. Mislili smo pač na to, kakšen bo prednostni vrstni red investicij do leta 2030 oziroma čemu bomo dali prednost v naložbah, glede na to, da ima Slovenija razmeroma odobren kar visok znesek sredstev za to obdobje, in sicer več kot 10 milijard. Torej, ali bomo imeli, ali bomo dobili, sprejeli nacionalni zeleni dogovor. Druga središčna tema v septembrski reviji pa so stavbe. Prenova stavbnega fonda. Ne gre za naključje. V razpravi je dolgoročna strategija energetske učinkovitosti stavb do leta 50, prav tako podnebna strategija do leta 50 in pred izidom je priročnik Prehod v trajnostno gradnjo življenjski cikel stavbe, ki ga izdajamo v okviru knjižnega programa Zelene Slovenije. Bistveno vprašanje je, kakšna bo prenova stavb. Ali bodo povzročale stavbe manj izpustov. Torej, ali bodo stavbe bolj krožne, ali bodo bolj pametne, ali bodo izpuščale manj izpustov. Evropska komisija napoveduje val prenove. Nekateri ocenjujejo, da bo na voljo približno 450 milijard evrov letno, tudi v Sloveniji. Ampak ključno vprašanje pa je, kako bomo prenavljali. Bomo prenavljali po novem ali bomo prenavljali po starem in tudi gradili po starem. Zdaj je v vseh dokumentih je osrednja tema energetska učinkovitost stavb. Ali je to dovolj? Ali ne moremo razmišljati tudi o tem, ali bo prenova zajela celotno vrednostno verigo, ki je vključena v prenovo in v gradnjo. Torej, kako naj se pristopi k trajnostni gradnji v Sloveniji, glede na to, da se prav sedaj v tem letu tudi že sprejema nacionalni sistem vrednotenja trajnostne gradnje. Se pravi, kakšna bo prenova stavb, to je središčna tema septembrske revije, kajti brez integralnega projektiranja ne more biti trajnostne gradnje. In na koncu, mi smo embalažna revija tudi,
Zato je normalno, da bomo v septembrski reviji predstavili tudi slovenske oskarje za embalažo.